V 3 medvoških osnovnih šolah pa se že veselijo tudi pridobitev, ki so jih izglasovali krajani preko lanskoletnega dvoletnega participativnega proračuna. Matej Osovnik, vodja projekta, ocenjuje, da je dobra polovica od 32 izglasovanih projektov v zaključni fazi. Rok izvedbe je do konca leta. Zanimivo je, da že za en majhen projekt otroškega igrišča moramo pridobiti cel fascikel papirjev in dovoljenj, certifikatov in podobno. Tako da kljub temu, da si občani včasih mislijo, da je zadeva zelo enostavna, pa vendar sedaj, ko sodelujejo tudi pri izvedbi, tudi sami opažajo, da tudi majhni projekti niso tako nezahtevni, kot se zdijo na prvi pogled. Dodaja še, da je prav vsak projekt na nek način zgodba zase, nekateri tudi specifičnimi objektivnimi in subjektivnimi zadržki, ki upočasnijo njihovo izvedbo. Pri nekaterih projektih čakamo zaključek kakšnih predhodnih del, ki se izvajajo na tistem območju. Pri nekaterih projektih se usklajujemo s predlagatelji, pa mogoče ti niso tako odločeni še, kakšen rezultat si želijo, ali pa čakamo, da se uskladijo znotraj svoje skupnosti, znotraj svoje soseske. Nekje čakamo izvajalce, tudi z izvajalci je v letošnjem letu velik problem, ker so vsi izjemno zasedeni. Seveda drug vidik je pa tudi cenovni. Cene vemo, da so šle v zadnjem letu precej gor, kar pa pomeni, da večino projektov prilagajamo temu. Recimo, če spet govorimo o otroških igriščih, namesto 5 igral postavimo 4 ali podobno, tako da bodo projekti vseeno izvedeni v tistih okvirih, kot so bili načrtovani. Predlagatelj ima v tem primeru vendarle možnost, da predlaga tudi nadgradnjo projekta v novem krogu participativnega proračuna za naslednji 2 leti. Seveda, možna je nadgradnja vseh projektov, ki smo jih v okviru participativnega proračuna izvedli zdaj v prvem ciklu, tako da občani lahko predlagajo nove projekte vezane na te lokacije. Seveda je pa tukaj potrebno poudariti mogoče še za vse tiste, ki lani niso bili uspešni, da tudi tiste projekte, ki so se lani uvrstili na glasovanje, pa niso dobili dovolj točk oziroma dovolj glasov, da jih predlagajo ponovno. Predloge za nov krog participativnega proračuna zbirajo do srede septembra. Čez teden dni, 1. septembra ob 19. uri pa lahko sodelujete še na eni izmed delavnic, tokrat v krajevni skupnosti Pirniče, kjer pred oddajo svojega predloga lahko razrešite še kakšne morebitne dileme. Ja, največji skupni imenovalec pri težavah so večinoma poviševanja cen. Tako ali tako je pametno pri načrtovanju upoštevati neke rezerve. Zdaj smo pa še to nesrečno leto podražitev doživeli, tako da vsem predlagamo, da se res osredotočijo na čim bolj natančno oceno. Pri tem jim seveda lahko pomaga tudi občinska uprava in da pri planiranju sredstev upoštevajo še nekaj rezerve. Zdaj projekti so lahko v višini do 25.000 evrov in predvsem pri raznih otroških igriščih se izkaže, da so igrala res zelo draga in da poleg postavitve novih igral si vedno zaželimo še kakšno drugo urbano opremo v okolici, tako da naj v takem primeru ciljajo bolj na 25.000 kot manj.